Vojaški vikariat je organiziran kot organizacijska enota pri Generalštabu Slovenske vojske, vodijo vikar, ima 2 namestnika za katoliški del in za evangeličanski del, potem imamo še enega evangeličanskega duhovnika, poleg mene še 4 katoliške duhovnike in pa 6 pastoralnih asistentov, to so laiški teologi, ki so poročeni, imajo lepe družinske izkušnje, tako da tudi z tega vidika našim pripadnikom, ki imajo praviloma družine, lažje nudijo pomoč, nasvete in smo jim tudi na razpolago na tak način. Znotraj vojaškega vikariata skupaj s svojimi sodelavci stojimo ob strani in se trudiva ob vsakem trenutku odgovoriti na izzive in vprašanja naših pripadnikov Slovenske vojske, tudi 2 evangeličanska vojaška kaplana. V duhu ekumenizma se trudimo stati našim pripadnikom ob strani vsi skupaj, seveda sva pa sama posebej zadolžena še za nudenje religiozne in duhovne podpore pripadnikom protestantskih veroizpovedi, posebej evangeličanske veroizpovedi. Kot je že Trubar rekel, človek potrebuje trdno oporo, da stoji in obstoji. Eden od temeljnih vidikov našega poslanstva je seveda, da smo našim pripadnikom stalno na razpolago, da imajo priložnost za pogovor in se na nas obračajo tako verni pripadniki kot neverni. Drugi vidik je seveda potem delitev zakramentov tistim, ki želijo in kadar je to mogoče, tudi družinskim članom. Zelo pomemben vidik našega dela je svetovanje poveljujočim z področja etike, morale in religijskih vprašanj, skrb za vzgojo, za vzgojo z področja etike, kjer skušamo poudariti etični kodeks in vrednote Slovenske vojske in tudi to, da je minimum vojskovanje v duhu mednarodnega vojnega in humanitarnega prava. Pred odhodom na MOM duhovnik sodeluje v pripravah glede zgodovine, glede običajev, glede kulture in pa predvsem predavanj glede ver. Med misijo je fizično navzoč, takrat svetuje poveljniku, je na razpolago vojakov za pogovor ob raznih stiskah in težavah, ponuja sakramentalno življenje, vojaki se lahko pripravljajo na krst, obhajilo, birmo. Hkrati pa je vojaški duhovnik tudi zadolžen, da sodeluje z verskimi predstavniki na območju delovanja, kakor tudi z drugimi vojaškimi duhovniki v zavezništvu. Hkrati pa mora skrbeti tudi za vzdrževanje stika z domačimi. Zato pripravljajo duhovniki razne tečaje meditacij, družinske vikende, počitnic za otroke in podobno. Ena izmed bistvenih nalog na mirovnih misijah pa je tudi humanitarna dejavnost. Tako imamo ustanovljen tudi Karitas vojaškega vikariata, preko katerega tukaj v Sloveniji zbiramo sredstva. V vojaškem vikariatu v Slovenski vojski smo odgovorni za duhovno oskrbo naših vojakov in tudi vseh njihovih družinskih članov, ne glede na to, kakšne vere pripadniki so. Če je le možno, če želijo vojaki, poskrbimo tudi za to, da je poskrbljeno tudi za vojake drugačnih veroizpovedi. Tako imamo na primer na Kosovu vojake peljemo v petkih, če želijo in so muslimanske vere, da lahko gredo v mošejo, prav tako tudi pravoslavne. Skratka, zaradi vere v vojski demokratične države, konkretno v Slovenski vojski, noben pripadnik ne sme biti prikrajšan.